studiu. No, poglejmo pa še malo dlje po svetu. Slovenija zagotavlja, da v Libiji ne bo delovala vojaško, temveč humanitarno. Z vojnega prizorišča tako v našo državo te dni na sprostitev in rehabilitacijo prišlo 7 libijskih najstnikov. Njihov prihod so omogočili slovenske oblasti, več podjetij in Mednarodna fundacija za razminiranje. Del njihove poti iz Libije čez Egipt in njihovo nastanitev na Rogli je spremljala Metka Majer. Tako je skupina libijskih najstnikov iz Bengazija, Adždabije in Misrate najprej pripotovala v Egipt. Njihova pričakovanja in navdušenje na poti v neznano so bila velika. Po akciji dostave slovenskih zdravil v Misrato v začetku maja na veleposlaništvu tako nadaljujemo s humanitarnimi projekti za prizadeto civilno prebivalstvo v Libiji. Prav na veleposlaništvu v Kairu je nastala ideja za celoten projekt, ki je skupini fantov starih od 13 do 17 let po dolgem potovanju čez Egipt omogočil prihod v Slovenijo. جميلة ومناظر طبيعية وممتعة وتفتح النفس. منظر رائع يعني كجمال وطبيعة الناس طيبة. Everybody have been really nice with us and we had a lot of exercises, you know, like playing football here and biking and swimming. Program rehabilitacije je namenjen predvsem temu, da se otroci s športnimi aktivnostmi napolnijo z energijo, hkrati pa v naravi spočijejo. Poleg tega pa bodo fantje deležni tudi psihosocialne pomoči. Ti otroci so namreč morali odrasti hitro. Brezskrbno otroštvo jim je februarja prekinila krvava državljanska vojna. All the children in Libya were suffered from the war. In the wartime, you know, not sleeping day or night, staying for 24 hours not sleeping, hearing the fire shooting, that was really scary. Predvsem želimo, da pridejo sem na psihosocialno rehabilitacijo oziroma na pomiritev prvih teh, stresnih šokov, ki so doživeli ob obstreljevanju, ob bombardiranju nasprotujočih sil. Poleg Mednarodne fundacije za razminiranje je pokrovitelj 14-dnevnega obiska tudi predsednik države. Finančna sredstva in storitve so prispevala nekatera slovenska podjetja. Libijski najstniki se bodo med bivanjem v Sloveniji srečali tudi s slovenskimi vrstniki. Mi organiziramo tudi eno tako, bi rekel, donacijsko skupino slovenskih otrok, tu je skupina Sožitja in sem rekel, idealno bo priključiti še libijske otroke in jim omogočiti malo pobega iz tistega vznemirjenega dela sveta, malo v naš mir. Pomoč otrokom in drugim žrtvam vojne se bo nadaljevalo, zagotavljajo organizatorji, ne le v Sloveniji, tudi na libijskih tleh. Nasvidenje!